Verjetno vas zanima vse, kar je v povezavi s tehniko, tehnologijo, matematiko, fiziko in vas zanima, kam se naj sploh vpišete in mogoče dajmo najprej prisluhniti, kaj pravijo naši študenti. V osnovni šoli so me vedno bolj šli naravoslovni predmeti, hkrati me je pa tudi že od majhnega zelo zanimalo letalstvo in sem se zato že v osnovni šoli odločila za fakulteto za strojništvo. Fakulteto za strojništvo sem izbral zaradi tega, ker so me od nekdaj zanimala praktična znanja oziroma znanje, da lahko apliciram na nekaj in se mi zdelo, da je strojna fakulteta za to najboljša izbira. To je čisto kratek uvod. Več pa vam bo v študiju povedal gospod dekan, profesor dr. Mihael Sekavčnik. Lepo prosim. Drage dijakinje, veselje mi je, da kar nekaj dijakinj vidim pred seboj. Dragi dijaki, tudi dobrodošli svojci. Dobrodošli na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Vsi se verjetno zdaj v zelo pomembnem trenutku vašega, recimo, študijske ali pa učne poti sprašujete, kaj boste delali v prihodnje, s katerim študijem si boste v bistvu določili vašo poklicno in verjetno s tem povezano tudi osebno pot. Gre torej za kar pomemben trenutek v vašem življenju. Zaradi tega me ne preseneča, da se v teh dneh v tolikšnem številu tukaj zbirate na Fakulteti za strojništvo. In verjetno boste tudi v prihodnjih dneh, tednih do vpisa še iskali dodatne informacije, za katere seveda smo vam vedno z veseljem na razpolago. Zdaj pa seveda ključno vprašanje je, kaj sodobno inženirstvo strojništva v resnici je. To je veliko vprašanje. S tem vprašanjem so povezani mnogi stereotipi, predsodki, da je to umazan poklic, da je to poklic, ki je namenjen samo fantom, ne pa dekletom. Vse to je povezano z nekimi tradicionalnimi pogledi na delovanje strojev. Tako da v resnici je naša zelo zahtevna naloga, da vam prikažemo, kaj danes predstavlja sodobno inženirstvo strojništvo. No, tisto, kar vi dobite nekih osnovnih informacij ali pa mogoče namigov v srednji šoli, izhaja iz fizike, ampak fizika je, kot veste, naravoslovna veda, ki vam podaja neke osnovne zakonitosti delovanja narave. In tukaj je daleč od tega, da bi to bilo vse, kar je povezano z inženirstvom strojništva. Zdaj pa poglejmo, kako v bistvu na te vsebine gledamo na Fakulteti za strojništvo v luči neke odgovornosti do širše družbe, ki seveda zastavlja sodobni družbi ogromno vprašanj, ki ostajajo odprta in na katera je treba odgovarjati. In kdo ponudi najbolj zanesljive in ekonomske odgovore? Ja, to ste inženirke in inženirji. Ne samo strojništva, tudi ostalih ved, ampak kot bomo kasneje videli, inženirji strojništva smo integratorji različnih področij. Strojništvo srečamo na vsakem koraku, tako v urbanem okolju kot v ruralnem okolju, v javnem sektorju, kjerkoli pridete, potrebujemo inženirja strojništva. Kot veste, se industrija močno razvija, sodobna družba je dejansko odvisna od tega, kar industrija ustvari. Ekonomisti temu pravijo od dodane vrednosti in industrija se seveda digitalizira, mora biti svetovno konkurenčna. Inženirji govorimo univerzalni jezik, inženirji se razumejo v Evropi, v Aziji, v Ameriki, praktično vsi inženirji govorimo univerzalni jezik. Mogoče ste med učenjem zdaj na srednjih šolah kdaj slišali za industrijo 4.0. To je industrija, pri kateri pravzaprav se globoko, se pravi, povezujejo ti stroji, delovni procesi v informacijske tehnologije, človek preko algoritmov posega v te procese. No, danes, ker gre področje tako hitro naprej, govorimo o industriji 5.0, kjer se posamezni stroji že med sabo pogovarjajo, brez neke interakcije človeka, in to je seveda za sodobno strojništvo še kako pomembno. Mi iščemo inovativne rešitve v zdravstvu,
Seveda tukaj gre v prvi vrsti za neke tehnologije povezane z diagnostiko, z protetiko, se pravi tudi z terapevtskimi posegi, in tukaj imamo seveda vrhunske strokovnjake na fakulteti, ki razvijajo tehnologije, in seveda v te procese so vključeni tudi naše študentke in študenti. Potem, kot veste, je eno naslednje področje je skrb za okolje. To postaja čedalje bolj izrazit problem in pri varovanju narave, pri čiščenju, pri teh procesih, seveda brez inženirk in inženirjev strojništva preprosto ne gre. Mobilnost se zelo, pomembno spreminja, se elektrificira, tako kot sem prej povedal, se tudi digitalizira, gremo v smeri avtonomne vožnje na električne pogone in mi sledimo z našimi študijskimi procesi v to smer, posodabljamo študijske programe, tako da naše inženirke in inženirji že danes, ki diplomirajo, prinašajo izredno kvalitetna znanja in visoke kompetence na tem področju. Naše študentke in študenti se seveda vključujejo v različne tudi obštudijske panoge, kjer sodelujejo pri motošportu in te kompetence dostikrat prenašajo seveda tudi na svoja poklicna področja, tako da tudi tukaj pravzaprav spodbujamo to aktivnost, to zanimanje za tehniko nasploh. Obnovljivi viri energije so zelo zanimiva tema. Fino bi bilo, če bi bila samo pozitivna plat te zgodbe v igri, hkrati vemo, da prinašajo za sabo celo vrsto nekih izzivov. In če hočemo te izzive obvladovati, moramo zgodbo razumeti v celoti. In kdo to razume? Ja, razumejo inženirka in inženir strojništva zopet. Kot veste, na naši hiši oziroma v naši hiši domuje področje letalstva. Tukaj na visokošolskem strokovnem študiju imamo program letalstvo. Tako kot je bil predstavljen tudi na spletnih straneh, boste dobili posnetek iz včerajšnjih informativnih dni, posebej namenjen tej smeri. V proizvodnji se čedalje, ne samo v proizvodnji, nasploh v tehniki se čedalje večkrat ali pa pogosteje uporabljajo tako imenovani digitalni dvojčki, ker je treba nekatere procese, ki so morda bolj tvegani, ki so ekonomsko tvegani, ki so morda nekoliko bolj tudi nevarni z vidika varstva pri delu, da jih najprej simuliramo v digitalnem okolju, in na fakulteti za strojništvo seveda se boste spoznali tudi s uporabo teh digitalnih dvojčkov. Dostikrat v proizvodnem strojništvu uporabljamo tako imenovano, se pravi, razširjeno resničnost. To je pač resničnost, ki na podlagi digitalnih dvojčkov interferira z dejanskimi proizvodnimi procesi, ali pa tako imenovano navidezno resničnost, s katero lahko vnaprej predvidimo, kaj se bo v realnem proizvodnem procesu dogajalo. Tudi hranilniki energije so danes zelo pomembni v povezavi zlasti z obnovljivimi viri energije in pa seveda z nekimi avtonomnimi rešitvami na področju prometa, logistike ali pa proizvodnih procesov. V bistvu strojništvo so teh drugih naravoslovnih ved, kot je elektrotehnika, fizika, matematika, v bistvu razlikuje v tem, bi jaz rekla, da strojništvo nekako poveže to vse skupaj v neko uporabno zadevo. Mi v bistvu smo tisti, ki znamo to pač aplicirati tako, da so neke oprijemljive zadeve na koncu. No. Strojništvo se mi zdi zelo taka povezana panoga s prakso, ki v bistvu v končni fazi nas zmeraj zanima, kako se bo nekaj v praksi obnesel. Tako da se tudi vse preračune se prilagodi praksi, da vidimo, kako se to dejansko obnaša v svetu. Zdaj pa mogoče zelo na kratko, kako poteka študijski program na fakulteti za strojništvo. Najprej in v uvodu bi rad povedal, da tukaj bomo res zelo kratki. Vi imate poglobljene informacije na voljo na spletnih straneh, v brošurah, tudi pred vami je ena taka brošura. Na spletnih straneh se boste lahko tudi bolj podrobno seznanili z nekaterimi omejitvami pri vpisu, pa seveda tudi z dejansko natančnimi študijskimi vsebinami, ki jih boste poslušali, če se boste vpisali na prvostopenjska študijska programa. V uvodu naj povem, da je Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani najstarejša in največja in tudi v bistvu najbolj cenjena inštitucija s področja strojništva v Republiki Sloveniji, in da seveda z svojim kvalitetnim in znanstveno-raziskovalnim delom nosimo vodilno vlogo ne samo v Sloveniji, ampak v celotni regiji.
Naši študijski programi so sprotno validirani, prenovljeni, in mi smo podvrženi poleg nacionalni akreditacijski hiši NAKVIS-u, ki skrbi za kvaliteto v visokem šolstvu, seveda tudi mednarodnim agencijam, in mi smo ravno preteklo zimo, se pravi v novembru, smo imeli tukaj inšpekcijo strani akreditacijske hiše ASIN, ki je preverila vse naše procese na področju pedagoškega dela, poslovnih procesov, administracije na fakulteti, tudi raziskovalnega dela, in moram reči, da smo dobili zelo laskavo oceno, praktično brez priporočil so naši študijski programi bili prepoznani kot najkvalitetnejši na celotnem področju Evrope, tako da diplomanti, ki zapustijo naše študijske programe v diplomi, v prilogah diplome dobijo tudi v bistvu potrdilo, da so zaključili študij po akreditiranih programih, ki veljajo na najbolj uglednih univerzah v celotni Evropi. Kot vidite tukaj na tej shemi imamo dva prvostopenjska študijska programa, univerzitetni študijski program in visokošolski strokovni študijski program. Potem v nadaljevanju imamo še magistrski študijski program in pa na koncu doktorski. Vi ste verjetno danes tukaj, ker vas zanimata prva dva študijska programa in dajmo si jih mogoče malo bolj podrobno pogledati. Oba izmed prvih dveh študijskih programov, prvostopenjskih, trajata 3 leta, torej 6 semestrov. Če gremo na univerzitetni študijski program, ki mu mi pravimo tudi razvojno-raziskovalni program, je treba povedati, da ta program je v prvi vrsti namenjen temu, da diplomanti po zaključeni diplomi nadaljujejo študij na magistrskem študijskem programu. In naloga tega študijskega programa je v prvi vrsti, da si izoblikujete temeljite se pravi te osnovne temeljne veščine, temeljna znanja, s katerimi boste lahko potem v nadaljevanju, torej na magistrskem študiju, izpopolnili svoje strokovne kompetence, ki so seveda pomembne potem za upravljanje vašega poklica. In zaradi tega imamo na univerzitetnem programu monoliten študijski program, kar pomeni, vse študentke in vsi študenti v tem času obiskujejo enake predmete, imajo univerzalni kurikulum, kot temu pravimo, z izjemo 2 izbirnih predmetov, ki jih po študijskem programu lahko izbirajo tudi izven fakultete za strojništvo na ostalih članicah univerze v Ljubljani. Torej, diplomanti na tem razvojno-raziskovalnem univerzitetnem programu prve stopnje seveda po zaključku študija usvojijo res zelo dobra temeljna znanja, ki so predpogoj za to, da nadaljujejo študij potem na magistrskem študijskem programu, ki je pa seveda zelo raziskovalno usmerjen, kjer vi v ozkih področjih na laboratorijski ravni, v majhnih skupinah izpopolnite neke svoje specifične kompetence, raziskujete, udejanjate svoje ideje. Potem imamo pa še drugi prvostopenjski študijski program, to pa je, mi mu pravimo projektno-aplikativni program, kakor ime že nakazuje, je ta program namenjen v bistvu že na prvi stopnji bolj praktičnim vsebinam, že, kot rečemo temu radi, hands-on kompetencam, se pravi, greste vi že tako rekoč v drugem letniku, v 4. semestru se diferencirate na različna področja in imajo potem vsaka od teh smeri na nek način ločeno zasnovane urnike in se potem že na prvi stopnji na nek način specializirate, dobite zaposlitvene kompetence in seveda po končani diplomi je tukaj mišljeno, da se v prvi vrsti že kar vključite na trg dela, se pravi, greste k delodajalcem. Zdaj, temeljno vprašanje je, ali je mogoče tudi iz visokošolskega strokovnega študijskega programa preiti kasneje na magistrski študijski program. Je mogoče, vendar morajo ti diplomanti že pred samo diplomo opravljati diferencialne izpite. 2 diferencialna izpita, in sicer iz matematike, zaradi tega, ker je zahtevnost matematike tukaj na visokošolskem strokovnem študiju bistveno manjša. In ti študentke in študenti, ki potem prehajajo iz tega študijskega programa na magistrski program, morajo seveda ta primanjkljaj nadoknaditi
Ne zaradi tega, ker bi bila to naša kaprica, ampak zaradi tega, ker nas izkušnja uči, da tisti študenti, ki tega primanjkljaja niso nadoknadili, zelo težko sledijo zahtevnim teoretičnim raziskovalnim vsebinam potem kasneje na magistrskem študijskem programu. Zaradi tega je v bistvu mogoče zdaj res treba dobro premisliti, če vas morebiti res ne zanima bolj tisto raziskovalno delo, da se že v uvodu odločite za univerzitetni študijski program, da pravzaprav te težave ne bi imeli. Je pa seveda študijski program nastavljen tako, da brez težav, kdor ima dovolj intelekta, kdor ima dovolj neke pridnosti, lahko to brez nekih nečloveških težav opravi. Vsi, ki smo danes tukaj z mojimi kolegi, smo šli čez ta proces in vam povem, da smo popolnoma normalni ljudje, krvavi pod kožo in da to ne bi smel biti nek prehud zalogaj. Posamezne smeri na visokošolskem strokovnem študiju ne bi posebej bral, tukaj jih imate pred seboj, več informacij imate tudi potem v priloženih brošurah in pa na spletnih straneh. Edina mogoče taka omembe vredna stvar, ki jo je treba tukaj poudariti, je, da bomo od letosne jeseni naprej izvajali tako imenovani vojaški modul. Kaj to je zdaj vojaški modul? To v resnici ni čist nič posebnega, z eno samo razliko, da Slovenska vojska, seveda, ki potrebuje tudi inženirke in inženirje z tehničnimi znanji, zato da celotni ustroj Slovenske vojske kadrovsko dobro deluje. Ne potrebuje samo obramboslovcev, da se razume, in pa drugih takih, bom rekel, strokovnjakov strateških, ampak dejansko rabi Slovenska vojska tudi inženirska znanja, zaradi tega smo na večjih fakultetah, ne samo na fakulteti za strojništvo, vpeljali ta vojaški modul. Edina razlika je potem ob zaključku študija, da ti študentje potem zadnji semester malenkost drugače upravljajo, zaključijo ta študij v sodelovanju z nekim izbirnim predmetom v Centru vojaških šol v Mariboru, sicer pa diplomo opravijo tako kot vsi ostali študenti tukaj, in za te študente, ki se odločijo potem za vojaški modul, Slovenska vojska že tekom študija ponuja zelo privlačne štipendije in druge zanimive ugodnosti, ki ne marajo pritegniti nekatere naše študentke in študente. Zdaj, kakšna je razlika med študijem in učenjem? Vi prihajate iz srednjih šol in v srednjih šolah, kot veste, in vsi vemo, se je treba učiti. Ampak učenje ni enako študiju. Obstaja temeljna razlika. Pri učenju vam učitelji, učiteljice podajo snov, vi imate to snov tudi v nekih knjigah, v učbenikih, ki jo potem v delovnih zvezkih in v praktičnih primerih se pravi, rešite in dokažete, da znate reproducirati že obstoječe znanje. To je pač učenje, definicija učenja. Pri študiju pa od vas zahtevamo korak več. Ne, da vi reproducirate obstoječe znanje, ampak da k temu obstoječemu znanju doprinašate vaše lastne ideje. To je pa mnogo bolj zahteven proces, zaradi tega, ker od vas zahteva, da sami samostojno iščete po drugih virih, po drugi literaturi, da se pogovarjate z vašimi kolegi, da se pogovarjate s profesorji, asistenti in pri, recimo, seminarskih nalogah, pri izdelkih, ki jih od vas pravzaprav zahtevamo, vnesete vaš lasten doprinos, vašo lastno idejo, ki jo znate potem seveda tudi teoretično razložiti, praktično utemeljiti. Skratka, to je tisto, kar razlikuje študij od navadnega učenja, reproduciranja. Vse skupaj se dogaja seveda v teh predavalnicah. Vi ste zdaj tukaj v največji predavalnici v tej zgradbi. Kot veste, se bomo čez, jaz mislim, da 4 leta selili. Zdaj zelo kaže dobro novi investiciji na Brdu, kjer nastaja novi kampus Naravoslovno-tehniških fakultet Univerze v Ljubljani. Ampak recimo, da večino študija boste vi, če se boste vpisali jeseni tukaj sem, še upravili v teh objektih. Torej, študij poteka preko predavanj, ki potekajo zelo hitro. Profesorji
letijo čez snov, podajajo osnovne teoretične nastavke, teoretične modele, vi pri vajah napravite mogoče kakšen primer za to, da pokažete, kako se te teoretični modeli, matematični modeli in ostale teoretične zgradbe uporabijo na nekih, bom rekel, izbranih primerih. Inženirstvo vam pa vsak dan popolnoma drugačne primere navrže, ampak ta izkušnja vam pomaga, da ste samostojni, da ste kot mačka, ki jo vržeš iz kateregakoli položaja in vi vedno priletite na tace, če se tako metaforično izrazim. Tukaj so seveda tudi laboratorijske vaje in kot bomo kasneje pogledali, vam bom dal enih par napotkov glede nekih vrednot, ki jih je dobro upoštevati ali pa zasledovati, zato da bi bili pri tem delu uspešni. Na fakulteti ali pa med študijem nič ni obveznega. A ste vi na predavanjih ali niste, to je vaša stvar. A ste vi na vajah ali niste na vajah, to je vaša stvar. Ali naredite domačo nalogo, ali ne naredite, to je vaša stvar. Vi ste torej popolnoma svobodni. Ampak, kot veste, je svoboda nekaj najbolj zahtevnega, zaradi tega, ker za sabo prinese veliko odgovornosti. Zelo lepo je biti svoboden, ampak če vi veste, kaj v življenju hočete narediti, potem morate temu cilju slediti z vso odgovornostjo, predanostjo, samostojnostjo. In to so tiste vrednote, ki vam jih jaz polagam v srce in dušo, če hočete, pa na koncu boste videli, boste tudi s telesom to čutili, da je dobro zasledovati v bistvu neke vrline, ki danes počasi izginjajo iz nekega zemljevida družbenih vrednot. To so radovednost, kreativnost, dostikrat je šolski sistem sam kriv, da vam pravzaprav ti dve vrlini ubija. Prej sem že omenil odgovornost, tukaj ste vi odrasle osebe, polnoletni, pri polni zavesti se boste odločili za to ali ono študijsko smer in tej odločitvi morate z vso odgovornostjo slediti. Ta odločitev mora biti seveda vaša, samostojna, zaradi tega, ker posledice te odločitve boste vi nosili osebno, ne vaši starši, ne vaši prijatelji, ne vaši idoli, vrstniki, se pravi neke osebe iz interneta, ki jim ljudje tako radi sledijo, ampak vi osebno. Tako da res polagam vam na dušo, da si res v bistvu malo zamislite in se odločite in potem te odločitvi sledite vztrajno, zaradi tega, ker bodo prišli tudi kakšni spodrsljaji, ampak spodrsljaji se zgodijo vsem, tudi nam se je uvodoma pri tem dogodku zgodil nek spodrsljaj, ampak nobene panike, vse to mi uredimo. In če sledite tem vrednotam, vas bodo vsi razumeli, bodo sodelovali, vam bodo pomagali, tudi vi boste pomagali, ponotranjili bomo skupaj te vrednote in postali bomo skupaj boljša družba. Zelo preprosto, a vendarle očitno tako zapleteno. Ampak študentsko življenje, se veste, gre svojo pot, študenti so kreativni, iznajdljivi, družabni in mi seveda to zelo podpiramo. Še posebej pa podpiramo, če se to dogaja pri nekih takih kreativnih projektih in pri nas na fakulteti za strojništvo imamo kar nekaj takih kolektivnih projektov, ena izmed njih, tako kot vidite tukaj v avli, imamo neke modele avionov in to so v bistvu izdelki, ki so jih naši študenti v skupini Edward Rusian Team izdelali, kjer se vsako leto udeležijo mednarodnega tekmovanja, ki poteka v Združenih državah Amerike. In doslej so naše študentke in študenti v tem timu še vsako leto dosegli imenitne rezultate. 2-krat so že zmagali, lansko leto so bili drugi. Morda to na prvi pogled ne pomeni kaj dosti, ampak ne samo omenim, da se tekmovanja na tej ravni udeležujejo študentke in študenti iz najbolj elitnih univerz v svetovnem merilu. MIT, Združene države Amerike, nemške fakultete oziroma univerze. Skratka, tukaj je praktično cela aeronautična elita in poglejte, naše študentke in študenti z precej omejenimi viri in možnostmi na tej, bom rekel, zelo skromni lokaciji, kar jim lahko tukaj ponujamo, so vendarle bistri, iznajdljivi
in znajo pripraviti tehnične rešitve, ki na takih tekmovanjih pravzaprav zmagujejo. In mi smo seveda na to zelo ponosni in te ekipe ne samo finančno, prostorsko in z mentorji tudi sicer zelo podpiramo. Potem imamo še eno ekipo Formula študent, tamle pred vhodom je ta bolid razstavljen. Izdeluje praktično vsako leto po novih smernicah bolid, ga nadgrajuje, ga razvija. Zdaj smo prišli z motorjev z notranjim zgorevanjem na elektromotorje. In naše študentke in študenti seveda se udeležujejo mednarodnih tekmovanj, kjer zopet v svetovnem merilu ali pa na nivoju evropskih univerz dosegajo zelo, zelo lepe rezultate. Na fakulteti za strojništvo zdaj že tradicionalno, ne vem koliko to poznate, za srednje šolce pa tudi za naše študente organiziramo tako imenovano raziskovalno konferenco Štekam, na kateri udeleženke in udeleženci predstavljajo svoje raziskovalne projekte, rezultate njih. Te rezultati so potem v obliki kratkih člankov predstavljeni v nekem zborniku in se pravi udeleženke in udeleženci na teh konferencah, to so tudi srednješolke in srednješolci, lahko potem ta dosežek uveljavljajo kot pomemben dosežek, na primer za pridobivanje Zoisove štipendije. In dostikrat je to prav ta motiv, da se mladi tako številčno udeležujejo te konference. Tisto, kar je pa še bistveno bolj pomembno, kar opažamo pri tej konferenci, da se na tem dogodku potem mladi povežejo, se z zanimanjem pogovarjajo o njihovih rezultatih, projektih in iz takih, bom rekel, druženj potem sledijo nove ideje in medsebojna povezovanja različnih raziskovalnih projektov v potem kasneje nove interdisciplinarne. Tisto, kar je treba posebej povedati, in sem jaz kot dekan fakultete za strojništvo še posebej ponosen, je peskovnik, tako imenovani peskovnik, odprti laboratorij, in to je laboratorij, lahko si ga boste potem ob zaključku današnjega informativnega dneva tudi pol pogledali, ima ločen vhod, ne gremo v ta odprti laboratorij mimo vratarja, bom tudi kasneje povedal, zakaj ne, kjer študenti za študente pripravljajo, bom rekel, odprt prostor, v katerem se lahko realizirajo katerekoli ideje. Bom povedal na enem primeru, da se bomo lažje predstavljali. Tukaj imamo enega študenta tamle v študentskem domu v Rožni dolini, ima majhno sobico, deli to sobico še z enim soštudentom, nima orodja, nima šravfštoka, nima pogojev za to, da bi karkoli naredil. Ima pa en računalnik, gor na računalniku ima SolidWorks, naredil je neko idejo, razvil, narisal 3D delavničke, risbe, sestavnice, vse to naredil, ne more narediti. Pa ga zanima, kako bi ta njegova ideja delovala v naravi. Nima veze ta njegova ideja z rednim študijskim procesom, ker on mora tam pri matematiki narediti tisto nalogo, pri mehaniki drugo nalogo, a v njemu vre ta ideja in on počasi ta znanja, ki jih pridobiva na predavanjih pri vajah, aplicira na to njegovo idejo, ki ga še vedno žuli. In v tem odprtem laboratoriju on lahko prinese svoj računalnik, imamo 3D printerje, imamo 3D frezalni stroj, imamo skratka laserski razrez materijala, skratka imamo kar neke take zanimive opreme, s katero se da marsikaj narediti. In v tem odprtem laboratoriju lahko študenti pogledajo, ali ta njihova ideja, ki je samo njihova, nobena druga, ampak njihova ideja, ali ta deluje. In če ne deluje, nič hudega, ne deluje. Medtem ko se je on naučil, da ta njegova ideja mora biti res ni najbolj tehnično kredibilna, se je on naučil laserskega razreza, se je naučil uporabljati 3D printer, se je naučil uporabljati 3D obdelovalni stroj. A vidite, koliko nekega znanja je tako prišlo čist zraven neke ideje, ki morebiti celo ni bila uspešna. In to je ta prostor, odprti laboratorij, v katerem mi praktično vsak semester razpišemo
na razpisu in potem izberemo več individualnih in skupinskih projektov, ki jih potem Fakulteta za strojništvo tudi sofinancira s pomočjo naših donatorjev iz gospodarstva, tako da je ta projekt v resnici tudi ekonomsko vzdržen in krasni izdelki, krasni projekti smo doslej izpeljali v tem odprtem laboratoriju in tisti, ki vas to zanima, dobrodošli, se potem lahko po zaključku tega dogodka tudi malo obiščete, malo pogledate, kako to pravzaprav vse skupaj izgleda. Zdaj, Fakulteta za strojništvo seveda sodeluje z gospodarstvom. Mi moramo imeti neko povratno zanko s tem, kar se v gospodarstvu dogaja, ne? In zato, da bi to bilo nekoliko bolj živahno, živo, podpiramo te strokovne ekskurzije v industrijo, zlasti potem malo kasneje v višjih letnikih, morda ne še takoj čisto na začetku, ampak vendarle spodbujamo in organiziramo popolnoma organizirane take ekskurzije v glavne gospodarske subjekte, s katerimi tradicionalno Fakulteta za strojništvo zelo lepo sodeluje. Tukaj moram povedati pa še eno ločeno, bom rekel, akcijo. V preteklih letih smo začeli malo identificirati tiste najboljše študente v posameznem letniku, ne, ki so najbolj zavzeti, ki imajo najlepše rezultate, ki tudi najlepše sodelujejo ob študijskih dejavnostih in take dijake, oziroma, take študentke in študente identificiramo, jih nagradimo seveda, ne, se pravi, niso neopaženi, dostikrat se zgodi, da so v taki množici tisti najbolj pridni, najbolj tihi, najbolj, bom rekel, zavzeti, ostanejo neopazni. Mi se trudimo, da take res zelo hitro opazimo in za njih potem ločeno organiziramo potem take ekskurzije. Lani so si zaželeli, seveda poslušamo njihove želje in ideje, so si zaželeli na primer ekskurzije v severno Italijo, šli so pogledati v Maranello, v proizvodne obrate Ferrarija, v muzej Ferrarijev, muzej pa potem še nekaj par takih zelo zanimivih industrijskih objektov. Tako da imamo v resnici nek čut za to, da spodbujamo tiste najbolj inovativne, najbolj pridne študente, ki so v resnici naši ambasadori tudi v širši okolici, da ne govorimo med drugimi študenti. Kot študent Fakultete za strojništvo sem lahko redno obiskoval najrazličnejše športe, kot so košarka, nogomet, odbojka in tako dalje. Predavatelji na strojni fakulteti nam pa organizirajo tudi kakšne ekskurzije. Na primer, lani smo bili na Brniku na Solinerju, kjer smo si pogledali proces vzdrževanja letal. Letos pa smo bili na kontroli zračnega prometa, isto na Brniku. Prisotni smo seveda v vseh gospodarskih subjektih, ki na tem prostoru, ne samo v Sloveniji, ampak celo v regiji nekaj pomenijo. Kot boste kasneje slišali, vi ne boste iskali služb, ampak vi boste izbirali med službami. Tako da jaz vam na vaši zelo pomembni točki v vašem življenju želim, da dobro premislite, da se odločite in da potem tej vaši odločitvi odgovorno sledite. Z moje strani je to vse. Najlepša hvala. Sicer se pa lahko pogovarjamo še potem bolj sproščeno po končanem dogodku. V prihodnosti bi bila vesela, če bi me pot zanesla med strokovnjake na področju letalskega in vesoljskega inženiringa. Jaz v bistvu si v prihodnosti želim delati nekako v smeri proizvodnega inženirstva, ker me pač zanimajo te proizvodne tehnologije. V bistvu mi je pa tudi zanimiva ta sama avtomatizacija proizvodne in mehatronsko ozadje vsega tega. Gospod dekan nam predstavil nekako, kako izgleda študij. Dajmo si pa pogledati, kako to izgleda potem v praksi, ko postaneš naš alumen oziroma diplomant. V veliko čast mi je, da lahko predstavim aktualno inženirko leta, Ljubko Vrtova. Pozdravljeni, jaz bom tako malo bolj po domače zdaj povedala par besed. Najprej bom izkoristila pač to priložnost, da se zahvalim dekanom in Fakulteti za strojništvo, da so me povabili na tem dogodku, ker sem res počaščena, da sem tukaj med vami in da lahko delim te svoje izkušnje. Pa moram res povedati, da se z veseljem pač vračam tukaj na fakulteti, tako da danes, pa tudi včeraj, ko sem bila na informativnih, pač kar uživam. Tako da začnem, da se najprej predstavim. Jaz sem Ljubka Vrtova,
sem razvojna inženirka na področju ogrevanja, prezračevanja in hlajenja stavb v družbi Petrol. Zdaj, verjetno tako malo vsi začudeno pač Petrol, ne, ker Petrola pač poznamo malo v drugačne luči, ampak tudi Petrol pač potrebuje inženirje, ne. Tako da inženirje, strojni inženirji smo res povsod. Zdaj, če se pač tako malo vprašam, ne, tudi jaz, zakaj strojništvo? Jaz bom rekla, da kot otrok sem zelo veliko sama ustvarjala in sem si želela, da to svojo domišljijo pretvorim v nekaj, česar se lahko dotaknem. In zame je bilo pač tisto strojništvo ta prava pot, ne. Če pa grem še en korak nazaj, pa moram povedati, da drugače prihajam iz Makedonije. Sem zaključila srednjo šolo v Makedoniji, gimnazijo. In takoj po zaključku srednje šole sem prišla v Slovenijo, takoj tukaj na fakulteti za strojništvo in sem sedela isto tako kot vi zdaj sedite tukaj, z eno razliko, da jaz nisem razumela nič. Samo dober dan in nasvidenje. Kar pomeni, da vi imate, ker ste tukaj, imate eno zelo veliko prednost, ne, najprej, da pač razumete, kaj se tukaj govori. Tako da ta prva kljukica, zakaj strojništvo, vi že imate, ne. Zdaj, če grem naprej, ker vidim pač par punc tukaj, jaz bom rekla, punce, super, da ste se pač opogumile, pa da ste se odločili, da najprej pridete na informativne dneve, zatem pa upam, da se boste tudi odločili, da tudi ostanete pač tukaj. Kako je biti pač punca na fakulteti za strojništvo? Jaz bom rekla vrhunsko. Fante so res super, res so cool, pomagajo, tam, kjer se res vam pač zatakne, res so pač zraven. Pa tudi sami profesorji, moram povedati, da so pač zame zlati profesorji, ker so vedno bili, so mi stali pač od strani, pa ne samo mene, tudi drugim študentom. Če date nek utemeljen razlog, zakaj potrebujete pač neko pomoč, verjamete, da jo boste pač dobili ne samo profesori, tudi pač asistenti. Tako da jaz imam zelo dobre pač izkušnje tukaj in zato se tudi z veseljem pač vračam tukaj, ker lahko rečem, da fakulteta za strojništvo je bil moj, lahko res komot rečem, da moj prvi dom. Zdaj pa, kako se je razvila ta moja karierna pot? Jaz sem že začela kot študentka, sem se zaposlila na Petrolu in takrat kot študentka sem začela se učiti dimenzionirati teh različnih sistemov ogrevanja, prezračevanja in hlajenja stavb. In takoj po zaključku magisterija sem se takoj zaposlila na istem delovnem mestu znotraj Petrola. Zdaj pa, če grem malo bolj mogoče po domače, kaj to sploh pomeni, pač moje delovno mesto. Moj dan pač poteka tako, da sem jaz, je pač dinamično, ne. Jaz sedim in za računalnikom, grem na teren, grem si pogledati različne sisteme, ki niso tako učinkoviti in jih moramo zamenjati za bolj učinkovitimi sistemi. Tako da sem med ljudmi, se družim, pa sprašujem, tako da je res raznoliko. Ni tako, da si sam za računalnikom pa nekaj tipkaš na računalnikom, ampak imaš različne konference, imaš različne sestanke, tako da je kar raznoliko, ne. In jaz sem pa zelo vesela, da sem letos dobila tudi to prestižno nagrado inženirka leta, kar pomeni, da se samo ta vztrajnost in trud obrestujeta. Tako da nič ni težko, če je nek cilj, če je neka želja in vi sledite temu, kar pač imate v sebi. Če ste svoji in če ste začutili, da je strojništvo ali pa nek drug del pač inženirstva pač za vas, vi morate sam temu slediti, zaradi tega, ker na koncu bo rezultat. Zdaj mogoče se tudi sprašujete, pač normalno, da ne veste, a to, ko se že nekje usmeriš pač v strojništvu, da je to, pač jaz bom rekla, da ne. In to dokazujejo recimo službe, ki so jih pridobili moji sošolci, oziroma ne dobili, ampak sami izbrali, ker je toliko ene izbire pač na trgu, da definitivno pač lahko sami izbirate, kaj boste delali. In bom vam dala par primerov, da tako pač malo dobite eno sliko, kakšna delovna mesta pač zasedajo moji sošolci. Bom rekla, da ena moja sošolka se je zaposlila kot raziskovalka in asistentka tukaj na fakulteti za strojništvo, kar pomeni, da lahko ostanete tudi doma.
Ena moja sošolka dela kot vodja projekte v izvedbi za večje energetske sisteme v podjetju IBE. En moj sošolec je postal direktor poslovne inteligence na Petrolu, drug moj sošolec je dela pač kot vodja projektov v avtomatizaciji industrije v Hidriji. Tako da res en velik spekter, ne, tako da se lahko pač tudi v tekom študija tako malo preusmerjate, če vas zanima pač kakšno drugo področje. Zdaj, če grem pač na to sodobno strojništvo, ne, pač so te sodobne tehnologije, mislim, da tukaj je pač dekan že dosti podrobno pač razložil, kaj pomeni, tako da jaz ne bi se rada pač ponavljala. Bom pa samo rekla to, da ko sem dobila pač to vabilo, sem rekla, ok, grem pa malo v ChatGPT-ja pač malo vprašati, kaj naj povem na sodobnem strojništvu, kaj zdaj to danes pomeni, ne. Saj verjetno pač vi ga tudi uporabljate in tako pač so se izpisali par pač točk, ne, ampak meni je pač ena točka pač manjkala in zato pač bom izkoristila to priložnost, da bom danes to vam pač povedala, to moje razmišljanje, da meni je manjkala točka, kjer bi pisalo, da sodobno strojništvo pač potrebuje inženirje, ki imajo veliko znanja, etike in morale. Tako da mislim, da to je pač neka osnova za vse ostalo, kar prihaja za tem, ne, da lahko pač pustimo nekaj dobrega za sabo. In tako bom rekla jaz, inženirstvo je način življenja. To ni pač neko šolanje, pa da se nekaj učiš, pa potem uporabljaš, to je način življenja, ti živiš s tem. In če tako pač malo promislim, če bi zdaj bila isto tako stara, kot ste zdaj vi, ko bi z veseljem naredili še eno tako mašinico, da lahko gremo s časom nazaj in da sem isto tako stara kot vi, jaz bi se definitivno ponovno odločila za strojništvo. In verjamete mi, da če se boste odločili za strojništvo, bo prišel tisti dan v življenju, ko boste sami sebi hvaležni, da ste se odločili za to. In bom pač tako s tem zaključila, da če se odločite in če pridete do točke, ko je vam težko, spomnite se pač na mojo zgodbo in se rečete, če ona lahko, zakaj pa jaz ne. Tako da upam, da bo vam ta vaš cilj, ideja, vztrajnost vas pripelje pač do tam, kjer ste namenjeni. Hvala lepa. Verjetno se pa marsikdo od vas tudi sprašuje, ne? Fakulteta za strojništvo ne velja za najlažjo fakulteto, kar je. Mogoče bi vam povedala, težka vam bo filozofija, če vam filozofija ne leži. Težka vam bo ekonomija, če vam to ne leži. Tudi fakulteta za strojništvo vam bo težka, če vam matematika, fizika ne leži. Najljubši predmet so bili letalski motorji. Pri tem predmetu smo se učili o samih procesih v motorjih z notranjim izgorevanjem, tako barvnih kot tudi turbinskih. Moj najljubši predmet so pogoni. V prvem delu semestra smo se ukvarjali predvsem z menjalniki in prenosom gibanja na kolesa. V drugem delu pa smo predelali motorje na notranje izgorevanje, električni motor in pa tudi baterije. Mislim, da je študij strojništva zahteven, ampak s pomočjo sošolcev, tutorjev in rednega obiskovanja predavanj se da fakulteto brez težav opraviti. Uspešen strojni inženir ali strojna inženirka mora znati pristopiti do nekih kompleksnih problemov, jih znati reševati in se vedno zanimati za neke tehnične inovacije po svetu. Tako, to kolegi študenti pravijo. Imamo tudi študenta s sabo tukaj, Matija Špegla, ampak da vam bo dal čim bolj, bom rekla, podatke iz prve roke in da bojo čim bolj verodostojni in predvsem, da bojo politično korektni. Bom jaz gospoda dekana prosila, če zapusti predavalnica. Ja. Tam pa vabim Matijeta in vam bo več povedal, kako v resnici izgleda študij pred nami. Lep pozdrav še z moje strani. Sem Matija, študent drugega letnika magistrskega študija, se pravi že skoraj čez pri koncu.
in bom malo povzel to, kar je bilo že predhodno povedano. Pol pa vas bom probal nekako spodbuditi, da se bo našel tudi kdo med vami, ki bo zastavil kakšno vprašanje. Se pravi, na splošno strojništvo je zelo široko področje. Na tej fakulteti lahko študirate na veliko različnih smereh, zlasti na projektno-aplikativnem programu oziroma PAP, VS. In nekako zelo velika verjetnost je, da tudi če vas mogoče zdaj še če na tej točki še trenutno ne veste, kaj točno v strojništvu vas zanima, se bo to zelo dobro skristaliziralo tekom prvih 3 let. Zaposlitvene možnosti strojnikov, kot najbrž že veste, so zelo visoke, praktično 100%, tako da glede zaposlitve po končanem študiju absolutno ni nobene bojazni, da službe ne bi dobili. Zato, ker smo strojni inženirji tako zelo iskan kader, se ponuja tudi zelo veliko možnosti pridobitve kadrovske štipendije, tudi ostalih kot so Zoisove, ampak primarno kadrovske, kar nakazuje, da nas podjetje oziroma industrija zelo vabi k sebi in imamo možnost odločanja, medtem ko nekateri drugi kadri to nimajo. Zdaj, študij strojništva na splošno, če smo čisto iskreni, ne velja za enega izmed najlažjih. Zelo pomembno je, da imate dobre osnove matematike, fizike, kemije, ker vam bo to zelo v pomoč pri nadgrajevanju vašega tehničnega znanja. Ampak to načeloma nekako ni nek hud problem. Tudi na fakulteti smo poskrbeli za to, da vam je to uvajanje v študijsko življenje čim lažje, zato smo ustanovili nekak program tutorstva, ki je namenjen študentom brucom, ki jim v prvem letu pomagamo nekako prebroditi uspešno to študijsko leto in jim podati neke koristne nasvete, kako se pripravljati na kolokvije, izpite, v glavnem vse formalnosti, ki bi jih študenti mogli vedeti. Zdaj, kar se tiče obštudijskih dejavnosti, je bilo predhodno res veliko že povedanega. Naši študenti se zelo pogosto udeležujejo raznih mednarodnih tekmovanj, ki služijo kot zelo dobra referenca, sploh pol kasneje, ko iščete zaposlitev. Dobite tudi ogromno enih izkušenj, ki vam pol koristijo pri nadaljnjem grajenju vaše kariere. Se pravi, Design, Build and Fly, oni so mednarodno zelo uspešni, prvi na svetu, 2-krat že do zdaj v ZDA, kar je že dekan prej omenil, nekako nakazuje na to, da smo konkurenčni, da je naše znanje konkurenčno. Mogoče še nekaj praktičnih nasvetov nasploh, pač avtobusi so zelo blizu, mogoče za vse tiste, ki niste iz Ljubljane ali pa prvič prihajate na ta konec Ljubljane, 6 pa enkrat tlele ustavita, pred Dramivost, cela raža enih avtobusov, fakulteta ima svojo menzo tukaj zgori, poleg tega je pa tukaj v okolici res tudi veliko restauracij, ker lahko jeste na študentske bone. Najpomembnejša informacija mogoče za vas pa je ta, da se morate vpisati, vašo prijavo za vpis morate oddati do 20. marca in sicer na EVŠ portal, tja vodi ta QR koda in vpisi, kakor je tudi kolegica že omenila, potekajo centralno na univerzi za celo Slovenijo, tako da pač oni bodo naredili selekcijski postopek, mi dobimo ven samo tiste pač dijake oziroma bodoče študente, ki so izpolnili pogoje, da se bodo vpisali tam lahko v jeseni. Smo čisto pri koncu, ampak nismo še fertik. Če imate kakršnokoli vprašanje, veliko odgovorov boste našli na naši spletni strani, na družbenih omrežjih. Res toplo vas vabim, da si jih malo pogledate. Majčkeno bolj boste začutili, kakšen je utrip na fakulteti. Eno je to, kar vedno mi razlagamo ali pa govorijo na drugih fakultetah, drugo pa je v resnici, kaj se potem tukaj dogaja. Preverite iz čim večjih virov, ki jih lahko dobite, kakšno bo vaše življenje kasneje. Današnji informativni dan je zaključen. Za tiste, ki vas ne zanima letalska smer, vsi, ki pa vas zanima letalska smer, obe letalski smeri, se pa prosim počakajte tukaj, bomo vsi pogledali še posnetek in več informacij o letalstvu. Hvala vsem za udeležbo in se vidimo oktobra. Veseli me, da vas vidim v takem velikem številu, dejansko vsako leto več zanimanja in tukaj le gore ene par vprašanj, ki so malo provokativna.
pa malo vas mogoče zanimajo. Če imate kakršnokoli drugo vprašanje, sproti, povejte, vprašajte, bomo povedali. Je pa predstavitev tako narejena, jaz vam v grobo orišem, kakšni so problemi, pa kakšne so možnosti letalstva na fakulteti za strojništvo. Pa imamo tele poročnika iz Slovenske vojske, ki je tudi naš bivši alumni, pa vam bo malo povedal, kako je on to doživel, kakšne so tam opcije, in potem iz podjetja Pipistrel so prišli za snovanje in vzdrževanje letal, tudi zelo pomembno, tudi pomemben zaposlovalec, ki bojo še oni pokazali, tudi bivši študentje, kako, zakaj so se odločili in zakaj je to njihova karierna pot. Eno izmed par vprašanj, ali sem lahko pilot, pilotka z očali? Lahko ali ne? Roke gor za ne, roke gor za ja in vsi ostali. Ok, super. Ja, dejansko lahko, je to ena izmed omejitev, če je zelo velika dioptrija in tako naprej. Ključno pa je, za tiste, ki bi si tudi to zbrali, lahko greste na zdravstveni pregled že prej, preden date težke milijone noter, da dobite licenco za prometnega pilota. Ali imam dovolj denarja za študij letalstva? Kdo ga ima? Roke gor? Bravo. Odlično, čestitam. Jaz ga nimam, zato nisem dvignil. Kaj pa za vse one, ki ga nimamo? Ja, krediti, tako kot v Ameriki, ali pa še druge in tretje opcije, ki jih bomo danes predebatirali. Kaj pa zdaj, ki ni Adria Airways? Zadnjič je bila novinarka tukaj, obljubljajo, da bo prispevek že nazaj, pa še ni bil, mogoče bo zdaj v kratkem. Je rekla, sploh še je letalstvo, se Adria Airways ni več. Je, veliko je letalstva tukaj noter. In za pilote, in za vzdrževalce, in za snovalce, v bistvu za vse, ki vas zanima letalstvo. Na grobo, slišali ste že, razvojno-raziskovalni program, projektno-aplikativni program. Letalci smo na projektno-aplikativnem. Seveda je možnost za tiste, ki se na koncu ugotovite, da bi želeli še dodatna znanja, da bi radi šli še na drugo stopnjo ali pa v tujino, da tukaj pri nas na drugi stopnji naredite doma dodatna 2 diferencialna predmeta in lahko pridete naprej. Vendar ta predmeta zahtevate kar nekaj truda, je pa možno. Vsako leto gre kakšen letalec naprej. Prvo pridejo sem, ker jih to zanima, potem grejo pa naprej, ker so ugotovili, da bi radi še nadgradili ta svoja znanja. Na tem imamo, se pravi, na projektno-aplikativnem programu imamo 2 smeri, snovanje in vzdrževanje letal ter prometni pilot letala oziroma helikopterja. In danes bom tukaj povedal o obeh dveh. Zato, ker je tako sestavljeno, so prvi 3 semestri splošni, potem 4., 5., 6. semester se pa začnejo nezanimive letalske vsebine. Zakaj je to tako narejen? Zato, ker smo mi tudi tukaj odobrena organizacija za usposabljanje. Pa so tam neka določena pravila in tako je moglo biti narejen, ampak zdaj je EASA vesela, CAA je vesel, FS je vesel, jaz pa tudi, ker imamo nek sistem, ki deluje. Praktično usposabljanje, prej sem slišal, recimo je bilo eno izmed vprašanj, ali lahko delam prakso, pa Erasmus, pa tujina, pa to. Tudi v našem slovenskem prostoru je dovolj podjetij, veliko podjetij, ki so mednarodna, ki so vpeta v mednarodna podjetja, in praktično usposabljanje na projektno-aplikativnem programu je predvsem za snovanje in vzdrževanje letal. Pri prometnih pilotih letalah tega ni več. To je šlo ven iz kurikuluma, zato ker je bilo preveč ostalih ur. Tukaj noter je pa predvsem za tiste, ki boste na snovanju in vzdrževanju letal možnost vpetja v industrijske partnerje. Ker veliko jih je, dol, če greste v 4. nadstropju, imamo oglasno desko, poleg tega, da pošljemo maile, imamo tudi še oglasno desko, kjer so gor razpisi, kdo vse išče snovalce, vzdrževalce, študente, ki bi se lahko priučili in dobili praktična znanja, da jih povežejo s temi teoretičnimi in so uporabni inženirji za njih. Da, odobrena organizacija za usposabljanje, sliši se grozen, še bolj grozni so papiri, ki jih moramo izpolnjevati za to, ampak da nam pa nek plus. Zato, da pa pridemo do tega plusa, je mogla biti pa ta organizacija znotraj FS narejena in ta organizacija vam lahko da potem tukaj gor, ko vidite, se pravi za prometnega pilota letala, neko potrdilo o opravljenem ATPL usposabljanju. To je stvar, ki bi jo teoretično lahko dobili tudi v neki drugi letalski šoli, tle jo dobite pa zraven. Poleg diplome, če ste pridni, če vse to izpolnjujete. Snovanje in vzdrževanje letal ni direktno povezano z odobreno organizacijo za usposabljanje, je pa možnost priznavanja določenih izpitov in modulov, kakor bomo videli tudi kasneje,
Ključno je pa to, da na koncu iz ene ali iz druge smeri, ali pa iz ostalih, ki jih imate tam noter, ste diplomirani inženir oziroma inženirke strojništva. Ta odobrena organizacija, imamo certifikat in pravi, vi imate dovoljeno modularno usposabljanje. Zato smo mi danes tukaj, da zveste te specifike, kaj to modularno usposabljanje je. Se pravi, za pilote, tisti, ki želite postati prometni pilot letala, morate do druge polovice drugega letnika imeti PPL. Kaj je to PPL? Ni prometni pilot letala, je smer tukaj, ki jo mi vprašujemo tudi PPL, mogoče malo nerodno, ampak v resnici je to športna licenca, licenca za pilota, ki greste na manjša letala in jo naredite. In ta pogoj je kar hud, toliko pa toliko ur letenja, toliko pa toliko teorije, morate imeti že do takrat, zato da lahko potem nadgradimo to snov in vam damo priporočilo za ATPL, to je pa prometni pilot letala. Plus tega je to, da smo znotraj EASA in CAA dobili ta certifikat, ker pomeni, ta znanja vam veljajo kjerkoli v članicah EASA. In ta glavni edge, ta glavna plus, ki imamo to, je, da nudimo zdaj vso teoretično usposabljanje, ki ga ne bom po imenih, pri večini ostalih letalskih šol dobite z klikanjem in 10% kontaktnimi urami, se pravi predavanji in vajami, imamo tukaj vse v živo. Imamo predavanja, imamo vaje, imamo laboratorijske vaje, prej ste slišali simulator, kar neki vaje nastavljenih tako, da se dela gor na letalskem simulatorju, ki je tukaj zgoraj, bi se lahko pogledati. Definitivno en velik minus, ki je pa pri nas trenutno še, je pa, da nimamo letal. Kar pomeni, tukaj noter boste dobili teoretično usposabljanje, dobili boste delno praktične vaje na simulatorju, dobili boste ogled skozi ekskurzije tudi kje drugje, ampak praktični nalet boste mogli pa upravljati v drugih aeroklubih in letalskih šolah. Kaj se rabi za pilota? Kar nekaj stvari. Od denarja, ki smo se pogovarjali, do zdravstvenih sposobnosti, do nekih teoretičnih znanj, ki vam jih mi damo, praktičnih znanj, ki jih dobite še nekje drugje in tako radite potem kompetentni piloti, ki svoje znanje ves čas obnavljate in ga nadgrajujete, zato da ste varni. Koliko ur je potrebnih? Tukaj imamo zdaj to, se pravi PPL, licenca športnega pilota, licenca poklicnega CPL in od CPL licence naprej ste vi zaposljivi. Najrajši sicer vidijo te operaterji, če gledamo nek Wizz Air, Ryanair, karkoli že. Če imate CPL plus prav zna ATPL, kar pomeni, poslušali ste pri nas ATPL teorijo, odpisali ste izpite poleg naših, zato da ste dobili to še na agenciji za letalstvo in potem vi ste lahko tam zaposljivi, bo pa še veliko šolanja. Vidite, do ATPL-ja koliko manjka, ampak nič skrbeti. Takrat ste ponovadi že zaposleni, za ure ste plačani, to je že vaša služba, poletite naprej. Za vse te ure dobiti, ki jih je, tukaj vidite praktičnega usposabljanja, tukaj pri ATPL-ju je 1500, tukaj dol pri PPL-ju je približno 50, odvisno zdaj, koliko gre, koliko ne gre, ampak vse te ure morate vi nekako financiranje najdete. Financiranje je pa možno ali štipendijske sheme Slovenske vojske, kaj več bo povedal potem poročnik naprej kasneje, ali lastno financiranje, ali financiranje tudi pol kasneje na leta dodatnega do CPL-ja v okviru kakšnih aeroklubov. V Sloveniji je tudi kar nekaj aeroklubov, ki nudijo, potrebujejo spet pilote za aerovleke, za padalce in tako naprej. Tisti pogoji, ki so pa ključni, so pa še enkrat tukaj noter nanizani. Se pravi, pridobljeno dovoljenje PPL ali športnega pilota letala do drugega semestra, drugega letnika. To je nujno, zato da vam lahko potem potrdimo, vaše usposabljanje je priznano in CAA ga priznava. Hkrati bo pa na teh 14 predmetih, ki jih boste dobili, povezanih samo z letalstvom, tukaj ne bo več matematike, kemije, elektrotehnike in podobnega, morate biti vsaj 80% prisotni in vsaj 75% uspešni. Ja? Ko imate vse te pogoje izpolnjene in ste vseh teh 14 predmetov naredili v 18 mesecih, dobite na koncu priporočilo,
in greste lahko na agencijo za letalstvo delati ATPL. Zdaj pa še ena druga smer, ki ni tako hudo regulirana, čeprav je, samo ne na faksu, je pa druge, snovanje in vzdrževanje letal. Pri tej smeri gre v bistvu za dve podobni, pa vendar različni disciplini. Snovanje po eni strani, se pravi za vse tiste inženirje, ki hočete delati nova letala, ki hočete gledati, kako se obnašajo, kakšne so izboljšave, do vzdrževanja, pa kar nekaj vzdrževalnih organizacij v Sloveniji, kjer ste lahko zaposljivi in se potrebujejo pa spet tudi druga znanja noter. Tle pri nas imamo narejen en mešanico obeh znanj, se pravi od snovanja in od vzdrževanja, potem pa vi vidite, kam vas pot nese naprej in se itak priučite, tako kot vsak inženir, ki pride ven iz faksa. Noben ni tako narejen, da bo vse znal, ko bo prišel, in vsak od nas se bo cel življenje učil. Tako da, ko si izbirate študij, tukaj definitivno vas mora veseliti, ker pol to z veseljem delate in ni noben problem. Zdaj pa za tisto, kar sem se prej pogovarjal, se pravi možnost priznavanja modulov za pridobitev licence za vzdrževanje letalnikov po delu 66, kategorija C. Tisti študenti, ki tukaj končajo tole snovanje in vzdrževanje letal, ali tudi drugi teoretično, ampak predvsem s tem imamo izkušnje, grejo lahko tudi na agencijo za letalstvo, kjer je odgovorni Kučina, ki pogleda vse tele predmete, ki ste jih vi kot študent poslušali tukaj noter, pogleda vsebino vsakega od tistih predmetov in za to smer trenutno po zadnjih podatkih priznava te module, ki so na levi strani. Module, ki so na desni strani, piše, da je treba še dodatno upraviti. To so do zdaj izvajale tudi druge organizacije. V okviru načrta za okrevanje in odpornost mi planiramo, da bomo tudi tukaj probali kakšne od teh modulov organizirati in jih izvesti tudi na fakulteti za strojništvo. Ekskurzije in potencialni delodajalci. Za te potencialne delodajalce slišali ste predvsem za snovanje in vzdrževanje, kdo še ni slišal za Pipistrel. Odlično. Še bolj se vam bojo predstavljali, ker slišite približno, kaj to je, eni si predstavljate neki, drugi neki, bomo imeli predstavitev. Za vzdrževanje imamo Soliner, imamo Adrio Tehniko, ki še vedno zelo dobro dela, imajo velike gužve v hangarju, imajo veliko tudi zunanjih delavcev, ker ne dobijo naših dovolj. Tudi druge vzdrževalne organizacije imajo velike probleme s pridobivanjem delovne sile. Tako da definitivno ste zaposljivi, ste interesantni za vse te zaposlovalce. Prej je že povedali, veseli me v bistvu, da so prej 3 študentje so se navezali na smer letalstva. Od tega sta 2 res na tej smeri, en pa ni bil, ampak je tudi rekel, ja, letalski motori so bili pa ful zanimivi. Ja, ker določene predmete lahko poslušajo tudi zunanji in so ugotovili, da je zanimivo in predvsem to, da dobijo neka nova znanja, ki jih bojo lahko uporabljali potem naprej v službi. Probamo izvesti neke ekskurzije, ne moramo vsakič vseh ekskurzij, vsako leto je malo drugače, glede na tiste cilje, ki jih imamo, glede na razpoložljivost letal ali pa hangarjev ali pa tudi tistih ljudi, ki so v podjetjih, organiziramo to, da je zanimivo za študente. Naj še poudarim to, da bojo vsi še enkrat res dobro vedeli, da fakulteta za strojništvo je v bistvu edina ustanova tukaj v Sloveniji, pa tudi dosti širše, če pogledate, je še nekaj fakulteta v Zagrebu, recimo za fakulteta za pomorstvo in promet, oziroma za promet, potem v Brnu, potem na Slovaškem tudi. Nekaj je takih visokošolskih ustanov, ki omogočajo to, da imate vi, poleg tega, da dobite ATPL potrdilo, na koncu še diplomo. Pride COVID, prizemljijo letala zaradi kakšnih drugih napak, ali je to kakšna matica pri kakšnih vratih ali pa zaradi kakšnega motorja, ne bi v imenih, pa imate spet možnost, še vedno imate diplomo inženirja strojništva in lahko v letalstvu delate tudi kaj drugega. Če bi kogarkoli še zanimali, zdaj bomo imeli kar nekaj časa za vprašanja, pa mogoče bi morali na koncu še po predstavitvi ostalih, ampak vedno je zelo veliko specifičnih vprašanj, prosim, dajte kontaktirati ali mene, ker sem takile na faksu odgovoren za te stvari, ali preko referata, še vedno pride na konc do mene, bomo skupaj našli odgovore za ta vaša vprašanja. Definitivno pa tudi tukaj zdaj po vseh teh predstavitvah lahko vprašate, pa rešimo kakšne zagate, ki jih imate.